Vzgoja otrok v sodobnem času marsikateremu staršu predstavlja izziv. V knjižnici Medvode so v ta namen organizirali predavanje, kjer so obiskovalci lahko izvedeli, kako otroku pojasniti, zakaj se mora učiti, kako najbolje skrbeti za razvoj otrok na vseh področjih v različnih obdobjih njegovega življenja, kako poskrbimo za celostno zdravje in zaščito otrok pred sodobnimi vplivi. Namen je predati znanje, inspiracijo, motivacijo, ki bo dopolnila trud, ki ga tako ali tako starši dajo v delu z mladimi, da lahko posodobimo z nekimi praksami, ki v različnih obdobjih vzgoje pomagajo resnično in staršem, učiteljem in otrokom. Andrej Pešec je sicer diplomiral iz politologije, vendar ga je življenje poneslo v čisto drugačne vode. Kje v življenju je bil ta klik, da ste vedeli, da želite to početi? Pa klik je bil, ko sem prišel v stik z znani. Meni je gospod rekel, prvič, ko me videl, rekel, ti boš prodaval po celem svetu. Jaz sem takrat še močno jecel v tistih letih, sem rekel, čakaj, jaz neče dovolj neč povedati. Rekel, ne, ste vidim, ti boš prodaval. Začel se pa v tem, da sem začutil neverjetno praktično znan, ker sem včasih imel zelo veliki strah, trema, nisem nekako vedel, zakaj bi se sploh trudil, nekako vidiš, zakaj bi tle se zdaj matral, če narod se stara, bogati so, nezadovoljni, politika, vidimo, rezerve, marsikje, pa vidiš, da čakaj, ti lahko tudi marsikaj pri temu prispevaš. Tako da predvsem sem prišel v stik z ljudmi, ki so bili iskreno srečni, mirni, dobronamerni, preprosti, zabavni, ni mi nekaj dal miru, da ne bi jaz, še posebej znanje, ki sem jih začutil v praksi, da bi jih podelil z ostalimi. In nekako naredi vse, kar lahko, nihče od nas ni popoln, tudi sam pokažem, jaz sem še danes pacient, učim se in tudi to mi na en način omogoča, da z mladimi delaš do neke mere lahko kvalitetno, ker poveš njim, jaz se učim celo življenje. Knjiga Vzgoja motiviranih, zdravih in odgovornih otrok je polna zgodb, praktičnih primerov, priporočil in nasvetov za optimalno vzgojo in delo z mladimi. Namenjena je vsem, staršem, strokovnim delavcem, bodočim staršem in vsem, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja. Tukaj vidimo nekaj vaših del, so to učbeniki za življenje, ki so obvezni za obiskovalce vaših predavanj? Ni obvezno, nič ni mus, tako da, ja pa, če želi kjer pošpejati, lahko preberete kakšen vers. Ene knjige smo prevedli, ene knjige sem napisal sam, sta pa še posebej knjigi Ženske, moški in pa vzgoja zelo lepo sprejeti, tako da samo en način boste zvedeli, če boste pogledali, kaj noter piše. Ni pa nič mus. Tudi avtor ne počiva na lovorikah in se prav te dni odpravlja v Indijo, kjer vedno najde svoj mir in ugotovi, kako veliko se moramo v življenju še naučiti.